Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Slovenci 8. februarja praznujemo kulturni praznik. Gostja današnje oddaje o kulturi je vsestranska gledališka ustvarjalka Ana Kržišnik-Blažica, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav, dober dan. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi bil kulturni praznik raztegnjen na teden, na cel mesec? Pri nas je raztegnen kar na celo leto, pravzaprav. Meni mama vpraša, kako boš delala na praznik? Ja, kulturniki na praznik delamo. Tako da ta kulturni praznik letošnji je še posebej intenziven. Sicer se upada s pustom, ampak to pomeni, da tudi nekako tema predstave, ki jo trenutno imamo na programu, gre z vsem skupaj, z kulturo tako ali tako in z nekak pustnim Kažin. Namreč govorimo o predstavi Kažin, ki bo zdaj v teh dneh doživela več ponovitev in gostovanj. Poklicno ste sicer vpeti v delo v gledališču v Novi Gorici, živo pa ste prisotni tudi na ljubiteljskem odru v Idriji. Ja. Torej, če se vrnem na goriški oder, kjer sem zaposlena, v sklopu 8. februarja pripravljamo recital, tradicionalni recital v pokroviteljstvu ZDUS-a, Združenja dramskih umetnikov Slovenije, v sodelovanju z EPK Nova Gorica. Namreč 8. februarja se tudi prične odštevanje do začetka Evropske prestolnice, torej točno 1 leto je še do začetka, zato je ta 8. februar za nas letos malo poseben. Posebnost gledališča v Idriji pa je v tem, da ima Idrija najstarejše gledališče v Sloveniji, pravzaprav bodimo natančni, najstarejše zidano gledališko poslopje, ja. Je na Starem placu v Idriji, v njem pa razen vaše predstave pred par leti pravzaprav ni več gledališča, ne? Ni več gledališča, mi upamo, da nekoč spet bo, načrti so, namreč idrijska dvorana, rudniška dvorana je zelo zastarela in se nadejamo, da bo, kakršni so plani, gledališče v centru, torej sedaj kinogledališče, nekoč vendarle obnovljeno in da bi naša skupina, torej Dramatično društvo Idrija in Mala gledališka šola gimnazije Jurija Vege Idrija, dobila tam nekako svoj prostor. Gledališče v rudniški dvorani je še tam moč izvajati gledališke predstave ali je stvar na meji? Stvar je na meji. Ali pod mejo? Po zimi tudi včasih pod mejo, namreč stavba je energetsko izredno potratna, težko je jo ogreti po zimi in ni tehnično seveda opremljena za sodobne predstave. Tako da je izziv. Kažin smo tam uprizorili letos, oziroma zdaj že preteklo leto. Običajno pa se rudniški dvorani izogibamo. Iščemo neke alternativne prostore, ki nudijo neke druge možnosti uprizarjanja. Skratka, neke alternativne, kreativne prostore. Omenili ste sodelovanje z Malo gledališko šolo na gimnaziji. Je ta spoj med, tako bi rekel, starejšimi igralci in mlajšimi igralci pomemben? Ja, meni se zdi pomemben. Včasih, oziroma na začetku tega srečanja med dvema generacijama, včasih pride do malo nenavadnega efekta, malo presenečenja, sploh z strani dijakov, mlajših, jim je nenavadno nekaj početi skupaj s starejšimi ljudmi v prostem času, ampak ko se navadijo, jim je pa to zelo zabavna stvar in ne samo zabavna, ampak tudi navdihujoča in priložnost za nova znanja in nove modrosti. Tako da to prakticiramo že nekaj let in se dobro obnese. Se trudimo vsako leto, da med dijaki najdemo nove moči, da se ta skupina obnavlja. Največji manko, to lahko izkoristim to priložnost, da povabim koga,
Največji manko imamo v srednji generaciji igralcev. Kar je nekako razumljivo, kajti to je dejavnost prostega časa in srednja generacija je najbolj zaposlena s svojimi življenji in običajnimi opravki. Tako da povabim zainteresirane torej v igralske vrste naše skupine, ta nam najbolj primanjkuje. Gledališče pa ni tudi brez številnih služb, ki so, tako bi rekli, za odrom. Treba je skrbeti za luč, za svetlobo, za ton, za scenografijo. Veliko je teh opravil, ki so gledalcem na predstavi skoraj nevidna. Ja, torej vsekakor dolga leta že sodelujemo z Edvardom Božičem in drugimi tonskimi lučnimi mojstri v Idriji. Je pa, kot sem že rekla, glede na to, da nimamo tehnične opreme v Rudniški dvorani, je tudi na tem področju pomanjkanje in zato tudi naše predstave ustvarjamo pogosto z minimalnimi tehničnimi efekti. In v nekih, kot sem rekla, prostorih, ki imajo te možnosti že nekako dane same po sebi. Vaša zadnja predstava je bila Kažin. Kakšni so bili odzivi? Zelo lepi. Moram reči, da sem bila presenečena tudi sama. Je seveda to komedija, kar pomeni, da je avtomatsko odziv mnogo večji kot za tragedijo, dramo, neko alternativno predstavo. Naprimer Siddharta predlani, so ljudje zelo jo lepo sprejeli, ampak hkrati pa se jo tudi ustrašili, ker je posebna tema in je treba imeti kar malo poguma, da se odpraviš zvečer na eno tako doživetje. Medtem ko Kažin pa je lokalna zgodba v narečju, blizu ljudem in je bil odziv res velik. Podpisali ste se tudi kot soavtorica ob Goldoniju. Osnovno delo je nastalo leta 1762. Kako sta sodelovala? Bil je popolnoma priden, nič ni oporekal. Namreč gre za kar obsežno priredbo. Primorske zdrahe sicer v gledališkem svetu naslovne. In se jih zelo rado prireja. Recimo v gledališču, kjer sem zaposlena, so bile uprizorjene že 2-krat ali celo 3-krat, enako z obsežnimi priredbami. To je sicer zgodba, ki se izvorno dogaja v primorskem mestu, med ribiči, ki imajo svoje barke, ribarijo in tako naprej. Tu pa seveda smo preselili v Idrijo, med Knape in Kleklarce. Zelo podobna delitev na dela med spole, lahko rečemo, in seveda zelo podobne strasti. Torej, Kažin, ki se zgodi med sosedi, med ljubimci, gre za popolnoma preprost ljubezenski zaplet, ki pa se zaradi temperamenta v ljudeh stopnjuje. Čas dogajanja pa ste postavili v leto 1920. Ja. Zakaj? Ja. Gre za, se pravi, med sosedi imamo neko avtoriteto, ki je v originalu neke vrste sodnik, zelo nenavadne narave, se pravi, Goldon je sam upisal samega sebe namreč v to osebo. Goldon je imel te ljudi v tej izdvorni njegovi vasi zelo rad. In je to en tak sodnik, ki je popustljiv, rad ima ljubezen, rad ima, da se dogajajo te stvari in deluje popolnoma nasprotno kot običajni sodniki. In se mi je zdelo, da ena taka avtoriteta je bila v Idriji nekoč pred začetkom seveda ultrafašizma italijanska oblast. In Italijani svojo mehkobo, veseljem do življenja so se mi zdeli primerna distanca, da se upiše nekega takega
komisarja, zdaj v naši priredbi, skratka neka avtoriteta mestna, ki ima pooblastila za razsojanje v sosedskih sporih. Zaplete pa se zaradi Lizike. Ja. Torej, Lizika je bila takrat dragoceno blago, ne? Sploh sladkor in take zadeve se pravi po 20. letu so bile to stvari, ki so prišle iz Trsta, kaj boljšega čez mejo na jugoslovansko stran in tako naprej. Se pravi, to je bila ena taka dobrina, ki, če ti jo da en fant, je razlog za ljubosumje pri prijateljci takoj upravičen, ne? Pomembno orodje v tej predstavi je jezik. Ja. Odločili ste se za narečje. To je lahko tvegana odločitev. Ja, je tvegana, ampak kot rečeno, ljudje imajo zelo radi ta identifikacijski moment z narečjem. Tako jim postane stvar mnogo bližja, sploh kada gre za lokalno zgodbo. Pravzaprav bi si težko predstavljala, da je da se lahko sosedi tako kregajo v knjižnem jeziku, ne? In hkrati je narečje tudi velik del komedije, komike, a ne? Ker ravno namreč ni samo idrijsko narečje, je tudi cerkljansko, pa žirovsko, da se komika vzpostavlja že na tem nivoju. Za pomoč ste dobili pri oblikovanju tega končnega besedila gospo Ano Balantič, Idrijčanko. Kako sta sodelovali? Ana je ena krasna gospa, to je naredila tako rekoč preko noči, z vsem veseljem in tako poglobljeno oziroma vnesle tako idrijščino, s katero smo imeli še mi težave. Nekaj besed smo mogli celo nadomestiti, kjer jih res nismo razumeli. Tako stara je ta idrijščina in to so gledalci poudarili, da jim je bilo tako nostalgično stopiti v res staro idrijščino. Se vrniti nekam nazaj v svojo mladost, v neke druge čase. Ta stara idrijščina je bila v vaši predstavi cepljena tudi na italijansko, tako prilagojeno narečje. Današnja generacija, predvsem mlajše, srednje generacije, te izkušnje pravzaprav nima. Ja, tudi to je bil izziv, tudi za čisto igralski, narediti, se pravi, tega komisarja na pol Italijana, ne, ki se trudi z neko polomljeno slovenščino, ne. In seveda še en spomin na našo preteklost, ne, pač idrijsko in seveda slovensko ozemlje je zaznamovano z vsemi mogočimi jezikovnimi intervencijami. In to je pač del naše preteklosti, tako nemščina kot italijanščina. In vir komike ponovno, ne. Je pa res, da Idrijčani so si tako italijanščino kot nemščino vedno malce prikrojili po svoje. Seveda, tako kot vse, kar je posebej smešno, v bistvu, ne. Kako taka predstava deluje, funkcionira? Kakšen je ta stik med igralcem in publiko? Naprimer v Ljubljani, tam ne razumejo ne nemščine, italijanščine, idrijščine pa sploh ne. Meni osebno je to težko predstavljivo, da se Slovenci ne razumemo med sabo, ker jaz osebno recimo res samo s Prleki imam težavo. Vse drugo razumemo. Ampak idrijščino imajo res ljudje težko razumeti. Bomo videli, zdaj v Tolminu nas bodo najbrž razumeli, v Žireh tudi, ne, za Ljubljane. Če bi šli v Novo Gorico, bi verjetno tudi razumeli. Ja. Predvsem zaradi tega italijanskega dela, ki je bližje temu prostoru. Ja. Današnja mladina pravzaprav govori nek spet tretji jezik, neko tretje narečje, ki ga srednja, starejša generacija
pa spet znotraj mesta skoraj ne razumejo. Ja. Tale reči se spreminjajo, drži to? Zelo se spreminjajo v času in v prostoru. Gremo v Spodnjo Idrijo, je že nekaj drugega, ne? Mladi v Kažinu so, nekateri tudi niso razumeli enih stvari, torej iz priredbe Ane Balantič, na primer, ne? V predstavi imate 13 vlog in 15 igralcev. Dajte nam razložiti, kako to poteka. V taki veliki zasedbi se pravi več razlogov je. En razlog je, da ker seveda nismo stalni ansambl s stalnimi igralci, je vsako leto presenečenje za mene, kdo se odloči, da bo letos igral v predstavi, tako da število igralcev ni vedno popolnoma jasno, ne? In ko se jaz odločam za besedilo, si lahko sam želim, da se bo kar se da poklopilo številom igralcev, ki so tisto leto na razpolago. Tako da se včasih zgodi, da kakšen odveč, da žal nima vloge, ali pa obratno, da kakšen zmanjka, a ne? Sploh pri dijakih, ki so vsako leto novi, se včasih ne ve, a ne, koliko jih bo. In zato, da lahko damo več igralcem priložnost, naredimo alternacije. Ne samo zato, tudi iz razloga v izogib odpadanja, recimo predstave, zaradi bolezni, če bi se kaj takega zgodilo, in tudi zaradi bolj nemotenega poteka vaj. A ne? Ker če nekdo manjka zaradi zasedenosti, imamo potem še nekoga na razpolago na vajah, ker je zelo, zelo težko vaditi, če seveda ljudje manjkajo na vajah. To vaše povezovanje v tej luči, kot ste omenili, z žirovskim gledališčem, je odprlo nove poglede, ne? Novi pogledi čez hrib, ne, v Žireh imajo zelo močno društvo, DPD Svoboda žiri, ki delajo, so zelo pridni, imajo tudi lepo dvorano in naša povezava z žirmi je gospa profesorica Maja Justin Jerman, dolgoletna profesorica na gimnaziji, ki je skrbela iz stališča gimnazije za našo dejavnost. Zdaj so jo nadomestile njene kolegice in je torej iz žiri in nas je povezala s tem društvom. Kot sem rekla, začelo se je tako, da nam je en igralec manjkal za eno vlogo in to pomeni praktično, je seveda stvar neizvedljiva, dokler nimaš zasedbe popolne. In tako se je začelo sodelovanje, a ne? Potem smo torej na koncu imeli 2 žirovca v zasedbi in gremo zdaj tudi k njim gostovati kot prijateljska izmenjava. Bi to širjenje tega kroga lahko pomenilo tudi to, da lahko Idrija postane tako majhno središče za ljubiteljsko gledališče širšega območja? Lahko? Bom rekla, okrog Idrije so zelo močne skupine, s katerimi ni lahko tekmovati, bom rekla. To bi bila optimistična napoved, si ne bi upala kaj takega reči, ampak vsekakor si želim takih povezovanj. Se pravi, izmenjave igralcev, izmenjave odrov in priložnosti. Z izmenjavo igralcev bo še šlo, z izmenjavo odrov nekoliko težje, dokler v Idriji ne dobimo spet primernega in dostojnega gledališča na Starem placu. Tako. Ja, poveva še nekaj vaših osebnih podatkov. Ni skrivnost, ste letnik 81 po gimnaziji in diplomi na Filozofski fakulteti, ste opravili še magisterij na AGRFT-ju iz dramaturgije. Sodelovali ste z vrsto gledališč, pravzaprav skoraj z vsemi v Sloveniji. Bili ste tudi umetniški vodja lutkovnega gledališča Jože Pengal v Ljubljani, sedaj pa ste zaposleni v Novi Gorici. Kakšno je vzdušje na kulturnem področju tam? Gledališče v zadnjem času se, bom rekla, precej spreminja, razvija, sploh po-covidno obdobje je posebno. Gremo v neke smeri, nove, kam nas bo vse skupaj pripeljalo, bomo videli. Se pravi, smo na nekem
prehodu, kjer se kar ni nič novega v gledališču, seveda, ampak zdaj je to tako zelo, zelo očitno. Pospešen razvoj avtorskega gledališča, neke teme, veliko se govori o spolih, o emancipaciji, o ranljivih skupinah, o osebnih zgodbah. Se pravi, ta smer gledališča je zelo opazna. Na drugi strani seveda pa boj za klasiko, za velike teme, za klasično literarno gledališče, seveda ne v tem klasičnem pomenu besede, ampak gledališče, ki temelji na literaturi. A ne? Tako da plovemo nekako med tema dvema smerema. In bomo videli, kam nas bo pripeljalo. Jaz osebno me zelo zanima, kakšno bo gledališče čez 10-20 let, ker se nahaja v neki taki posebni fazi. Kaj vam pomeni to sodelovanje z ljubiteljskim odrom v Idriji in ne samo to, da ste Idrijčanka po rodu, najbrž tudi kak strokovni izziv? Vsekakor. Jaz sicer sem po izobrazbi dramaturginja, se pravi, tu pa režiram, ne? Se pravi, to je področje, ki ni moje profesionalno in pomeni zame pač neko veliko območje ustvarjanja, a ne? Kot dramaturg si pomočnik režiserja, torej vpet v njegove ideje, kot režiser pa seveda so to tvoje lastne ideje in je to en čist drug kot razmišljanja, delovanja in ustvarjanja. To pa, da je to Idrija, je pa posebna stvar. Jaz se sploh ne počutim iti kam drugam delati, moram reči, me povabijo kdaj, ma me sploh ne mika. Večinoma delajo skupine komedije, nekih bolj takih, bom rekla, za široko publiko komedije. Jaz pa zelo rada raziskujem zelo različne žanre, zelo različne uprizoritvene postopke in se mi zdi, da drugje ne bi imela te priložnosti pravzaprav. Da Idrija to sprejema, res je, da to že dolgo počnemo in je zato so ljudje navajeni na te zadeve, ampak in poleg tega zadnje leta, moram reči, da sploh ne vem, kako sem zaplavala vse te vode, so teme, s katerimi se ukvarjamo, vedno nekako povezane s tem mestom. Tudi če je tema ali dramsko besedilo povsem v nekem drugem kontekstu nastalo, vedno čutim potrebo, da ga nekako naselim v Idrijo oziroma povežem s to našo zgodbo. To mesto vas malo preganja? Malo me preganja, kar sploh nisem pričakovala kdaj, da se mi bo to zgodilo in mi je bilo čisto nenačrtovano pravzaprav, ampak to sploh ni slabo? Ni slabo. Je pa zanimivo, mislim, nepričakovano. Poglejva še v prihodnost, kaj pripravljate? Ja, pripravljamo spet zelo idrijsko zgodbo, še bolj idrijsko zgodbo kot Kažin. Namreč besedilo, ki je novo nastalo, zasnovali smo ga skupaj in na povabilo zavoda ID20. Fantje v zavodu so zelo motivirani, angažirani za idrijsko področje, za dediščino, kulturno dediščino, arhitekturno dediščino in so želeli obuditi življenje v hiši Giser. Torej stara rudarska hiša, ki bi jo želeli napolniti z nekimi vsebinami. In tako se je rodila ideja, da bi tam naredili dogodek, gledališki dogodek, povezan s kulinariko. Podobno kot Pasja grofica, ampak
bolj dramsko, se pravi, gre za predstavo, popolnoma igrano predstavo v interakciji z ljudmi. Gledalci torej pridejo na večerjo ali na kosilo in so del dogodka. Prišli so na praznovanje srebrne poroke para, ki živi v tej hiši, in potem se zgodi seveda okrog tega cela zgodba. Ponovno se zgodba dogaja leta 2022, ki je bil za Idrijo pač en zelo poseben čas. In ker je dogodek namenjen tudi predstavitvi Idrije kot turistične destinacije, kot zgodovinske destinacije, vsebuje ta zgodba ogromno enih pač seveda povezav s tem časom. Veliko zvemo o samem času iz zelo bližnjega pogleda, torej iz družine same. To je tako, kot da bi prišli na obisk leta 2022 k nekomu domov. Je res, da je besedilo pisal Aleš Čar? Ja, mi smo zasnovali koncept, se pravi, kot sem rekla, ID20 z mojo pomočjo, Aleš Čar je pa napisal potem dialoge. Kot vedno, jaz sem očarana nad njegovim pisanjem. Aleš pač izhaja iz našega okolja in ima ogromno znanja o zgodovini in seveda o tem, kako se ena ideja prelije v zgodbo in v govor, v dialog. In zajame idrijskega človeka, se mi zdi tako napolno. Kdaj bo premiera? Pomladi, aprila, maja, približno. Letos. Ana Kržišnik-Blažica, hvala lepa za ta vaš optimizem in za gledališko delo tukaj v Idriji. Hvala za obisk v našem studiu in seveda hvala za ta pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa seveda hvala za pozornost in seveda srečno.